ko smo že pri novih animejih pa eventih, nekaj neverjetnega se je zgodilo. V Sloveniji bo spet anime v kinu. Daj povej mi malo več o tem, ker to pa res nič ne vem. Končno. So, v četrtek zjutraj me Juvan randomly kontaktira na Discordu. Animoku je objavil, da bo v mariborskem kinematografih Maribox se imenuje. Se bo dogajal v Mariboru, v Mariboxu. Se bo dogajal... Stari Kolosej, za tiste, ko še ne vejo. Stari Kolosej, ok. Didn't know that. Ampak to je pred leti. Ja, ok. Ta Maribox so pač posem posodobili, imajo tudi najnovejšo opremo, te Dolby Atmos in podobne stvari. Se ful dobro. In zgleda pač ful lepo noter, ne. Ampak basically... Že leta nisem bil, ampak ja. Basically so se odločili, da bo to predvajanje se bo dogajalo, se pravi, trenutno samo na eno projekcijo. Predvajali bojo pa predzadnji Sword Art Online film, ta Starry Night, ne? V bistvu je Progressive je v bistvu prvi film, če tako gledaš. Ker gre od začetka, ne? Ampak je zgodba bolj iz strani Asune, to se pravi protagonistke filma. Tako da tudi če nisi gledal serije, greš lahko še zmeri gledati film in zamudiš veliko same zgodbe. Takoj naslednji dan, se pravi 24. je petek, ob 7. uri se mi zdi. 24.2. Ja, 24. februarja. In to je samo ena projekcija trenutno. Ob kolikih? Ob 7, I think. 7. Ja, I believe. Lahko pa pogledate na njihovo spletno stran. Ja, probi šlo gledati. Ja, tako da to je petek. Takoj naslednji dan v soboto, 25. februarja, se bo pa predvajal še zadnji film. In to še pa ni na voljo za download, tako da se splača iti pogledati, ker sem iskal. Ampak v vsakem primeru se splača, zaradi tega, ker to bo si predstavljati takšno vzdušje kot za One Piece film, pač polno anime fanov. Samo res, da ne bo ki karte, vse še moramo kupiti. Po mojem, da bo to tako šlo v enem mislim, lahko, da bo šlo tako v enem tednu. Gremo si dobre zice najti na prvi gigachat. Mi že imamo, ne? Marko, wink, wink. In ker sva bila pač ful navdušena, sva takoj... da se skupaj damo. Oba sva bila ful navdušena in sva takoj kontaktirala ta njihov PR tim od Mariboxa, da nam največ povejo. Se pravi, kdaj bo dejansko predvajanje, ker v tistem trenutku, ko sem videl objavo, še ni bilo, mislim, da niti datumov, mogoče. Ure, mislim, da ni bilo nič. Ja, exactly, ne. In sva pač pisala, se pravi, v imenu Sloanime, sva pisala, kdaj se bo dejansko predvajanje začelo, ne. In v bistvu koliko bo teh predvajanj, ne. Tako da potem smo dejansko, prvi odgovor, ki smo ga dobila nazaj je, v ponedeljek vam odgovorimo. Četrtek zjutraj je, tako vedno ste bili. Ja, potem pa takoj naslednji mail, čez par minut, actually bomo kar danes odgovorili. Ja, to se dogaja 24. in 5. Organizacija. Ja, 24. in 25. februarja, to in to. In tiste, ki boste gledali do konca, dobili smo pač dejansko nekaj brezplačnih kart in bomo to dali tudi v nagradni igri. Tako da danes na koncu bomo pač naredili eno nagradno igro, tako da ostanite do konca. Ampak basically, kdo je gledal ta prvi film? Jaz sem gledal. Ok, se pravi, kaj je bila tvoja percepcija v primerjavi serija film? No, pa moraš me vprašati tudi novela, ker sem novela. Ampak prvo vprašanje. Sej tukaj pač gre, ne, ker to smo se že malo prej pogovarjali z Gregijem, ampak če jaz prav razumem, ta dva filma nimata veze s serijo, kot pač sam source material, Sword Art Online Progressive, nima veze z originalnim Sword Art Onlineom. To ni res. A ni reboot, pravzaprav? Ne, da je reboot. Vzeli so tiste elemente iz Sword Art Online animeja? Pač začetek, kako so tam predstavili, da gre Kirito, pa grejo skupaj, oni ga fajta trola, pa oni umrejo, pa to. To se vse zgodi. Samo avtor sam ni vedel, kaj bi naredil z Asuno, ker Asuna bi se naj v zgodbi pojavila komaj na 6. Floriju, ko sta ona dva skupaj začela hojiti pa vse. Tako da tu je potem s Progressivom malo spremenil in je Asuna od samega začetka že z njim hojita skupaj. In to je pač Sword Art Online, tako je Sword Art Online. In od vsakega Florija posebej, Floor 1, Floor 2, Floor 3, ker pune cool, jaz sem bral novelo in potem smo videli Floor Boss 2, žalost trojke ne, pa tak naprej in pol 5, kako je veš močnejši, pa to so pokazali. Ni zdaj res čisto vsaki detail, ampak tista
kako so oni rasli, kako so dobivali equipment, kako se je Lefty Coffin razvil, pa to. Ful dobro. True to its name, ne, progressive. Ful dobro. Tako bi bilo boljše, če bi bil cel anime. Ampak traja, veš, kak je animacija. Tu v tem moviju animacija. Če tako gledaš drugi anime, tudi ko so daljši, naprimer Black Clover, ima 100 pa nekaj epizod in se tudi progresa čez čas, bi tudi lahko isto naredili pri Sword Art Online, pa second season, pa bi lahko naprimer Gun Gale, pa ga malo boljše naredili, ker je bil full slabo nared, razen karakteri. Drugo od tega pa je, da avtor sam je progresiv, ko me začel pisati tam 2015, kdaj? Pač nismo imeli prej nismo imeli source material. Lahko bi šli čisto svojo zgodbo, ampak avtor ziher ne bi rekel. Ampak tako suma sumarum, tudi tisti, ki niso gledali Sword Art Online, lahko začnejo z filmom, je čisti začetek. To pa je. Okay. Mislim, ker to se mi zdi, da je tak glavni privlak teh dveh filmov, mislim, med drugim, da lahko nekdo, ki ni prej gledal ničesar, ker za One Piece film, pač ne, One Piece recimo poznat karakterje že prej. Si pa že mogel vseh 1000 epizod, oziroma chapterjev prebrati, ne? True, ker je bilo tudi nekaj spoilerjev noter. Tako. Gre po noveli, ampak tako je on rekel, Juvan, da gre po Asunovi zgodbi, novela še vedno po Kirutovi, pa en novi dodatni karakter je noter dodan, neka kolegica od Asune, ki je bilo samo rečeno, da pač je ona spravila noter v Sword Art, da je pač šla noter v njega. No, tu v moviju pa je prikazano. In je novi karakter, ampak pa še. Samo ni neverjetno, tega si 10 let nazaj ne bi mogel ni predstavljati, da bomo kdaj imeli še v kinu anime. Kini Ghibli. Ja, exactly. En zoomer, ki zdaj pride, ker je Janina, ona se kom je rodila in... Zoomer? Pogledaj ne copate! Ja, sem 30, no, šlo jih copate! Ona pride in se rodi in so že anime v kinu. Mi smo Juvan, mi smo to si želeli 15 let videti, ne? In je, ne vem, One Piece Red je bil en mesec nazaj in zdaj bomo tako imeli že Sword Art Online, 2 celo. Če bo uspel. Če boste prišli. Ja, pač treba je pač podpreti, če želimo, da dejansko so še kdaj te distribucije žive pri nas, pač je treba zdaj podpreti. Zdaj je tisti pravi čas. Pa mislim, fandom, se bomo. Pa se mislim, da bo, ker v Sloveniji je kar dosti tega, pa ljudje tudi pač hočejo.